Živijo, Borut Lisjak tukaj. Močni uvid današnje meditacije je ta, da včasih ni treba vsega vedeti, včasih ni treba imeti vsega pod nadzorom. In včasih se ujamemo v začaran krog prav s tem, ko se preveč trudimo iti ven iz začaranega kroga. Kakorkoli že sami dojemamo ta svoj začaran krog. Včasih se zavedamo, da smo v začaranem krogu oziroma se počutimo, da nekaj ni v redu v našem življenju. In največkrat je 99% tega, kar čutimo, iluzija. Neka stara zgodba, ki jo zgradimo in vzdržujemo s svojim lastnim prepričanjem. In teh 99% težko zares oziroma na kakršenkoli način spremenimo. In tako kot v nočni mori je zelo težko na preudaren način ubežimo pred sovražnikom ali pa se soočimo s čimerkoli že, ker tistega sploh ni. Deluje samo, če se prebudimo. Šele takrat, ko smo v pravi resničnosti, se stvari zložijo na svoja mesta. In tistih 99% težav izpuhti same od sebe. Samo od sebe. No, in v tem stanju sem zdaj jaz. Pred meditacijo sem bil zelo intenzivno sem se ukvarjal z stanjem, kjer sem niti ne toliko s svojimi problemi, kot svojo željo, da bi mi uspel na mojih projektih, kjer sem močno angažiran. In ker sem perfekcionist, sem skušal izpiliti vse v nulo, preden bi naredil naslednji korak, in potem vsak korak zelo dolgo traja. No, in ta meditacija, ki sem jo opravljal, in to je meditacija upočasnitev Davida Eliota, me je zazibala v upočasnitev. In nehal sem razmišljati o vseh podrobnostih. In enostavno sem malo začutil, kdo sem. No, in eden od teh projektov, mojih projektov, je tudi celjenje. In včasih se ukvarjam s tem, kako še bolj razširiti glas v tej res edinstveni metodi, ki jo učim. Sem jo pripeljal iz Amerike sem v Slovenijo in verjamem, da je nekaj posebnega in da lahko marsikomu tukaj pri nas zelo pomaga. In ko se ukvarjam s tem, kako bi to povedal, kako bi razodel, v čem je prednost in kaj sploh je celjenje, se včasih zataknem v ta začarani krog. In mogoče zadosti, da samo sem, pridem pred kamero, povem, kako se počutim, in povem, da pred 8 leti sem se počutil čisto drugače, da sem bil na dnu in da s pomočjo vsakodnevnega dela, s to meditacijo in učenjem samoljubezni, kar je ključ v tej metodi, nam je uspelo priti v stanje, kjer sem praktično ves čas zelo srečen in izpolnjen. In tudi, kadar naletim na mino ali pa na slab dan, je to samo kratek oblak, ki zakrije pretežno sončno vreme. Tako da, in se znam s tem živeti, ne bežim pred takimi črnimi oblaki, sploh ne. No, tako, če bo kdorkoli karkoli začutil, je vaša izbira, ali se boste pozanimali kaj več o tem, kaj je celjenje, in vsak je dobrodošel. Začetniki, izkušeni mojstri, ki delate druge stvari in ste mogoče pripravljeni za kakšen drug pogled, za poglobitev, za karkoli vas lahko vrže ven iz vašega začaranega
kroga. Vedno je še nekaj več. Naj se duh pretaka skozi tebe in se vidimo naslednjič. Srečno!